Lara, ti si najbolj merodajna, da nam poveš, kakšni so v bistvu zares sprejemci na Aluju. Sprejemci niso tako grozni, ker pač če recimo nekateri, ki so delali celoletni tečaj, vejo, kaj pričakovati, vejo, kako se odzvati na naloge in so bolj sproščeni in lažje delijo naloge. Naprimer, jaz nisem imela celoletnega tečaja in si ful bolj frustriran in se bolj bojiš vsake naloge, ker ne veš, kaj pričakovati. Sam, če si sproščen in če te tu zanima in veš, kaj hočeš delati v življenju, je tu sam en tak zanos, ki te prime takrat in narediš, kar narediš, najboljše, kar upaš. Ampak nisi pa imela časa za tolikšne priprave, zato ker si že prej šla na ene sprejemce na AGRFT. Tam nisi bila uspešna, zakaj se pa nisi odločila, da še enkrat ponoviš, to jih kar veliko naredi? Zaradi tega, ker sem pač, akademija me je nekako posrkala vase. Sem bila kot spužva, ker sem sam črpala ven in sem se res najdla tam. Nisem pa pač z ljubezen do gledališča in filma pa ni umrlo, ne. Dejansko me je spremljalo celo pot in zato sem se pa usmerila v scenografijo, ki pa združuje in unikatno oblikovanje in gledališče in film. In se mi zdi, da sem združila dve veliki ljubezni v eno. Gospod Ostan, na fakulteti na AGRFT-jih pa veliko pride še enkratne sprejemce in tudi zgodbe so o tem, da nekaterim je uspelo večkrat. Kaj se v tem času spremeni od prvič, ko smo neuspešni, pa do, ne vem, drugič ali pa tretjič, ko pa je tukaj uspeh? Verjetno je več razlogov. Eden od razlogov, morda najpomembnejši, je to, da osebnostno dozorijo kandidati. Za igralca je pravzaprav osebnost kot del odrske prezence izredno pomembna. In ker pri nas v Sloveniji sprejemamo na akademijo relativno mlade študente, to pomeni, da jih sprejemamo takoj po gimnaziji, so pogosto to dokaj nezreli ljudje še, se vsi vemo, da nekako osebnostno dozorimo šele okrog 24. leta. Za razliko recimo od Danske, kjer načeloma sploh ne sprejemajo mlajših kandidatov, ampak jim rečejo, da so zelo v redu in da naj pridejo po enem letu spet ali pa po dveh. A vi to tudi komu rečete? Ja, tudi. Edin, ti si preizkusil kar 2 sprejemna izpita v Sloveniji in v tujini v Gradcu. Kakšna je razlika? Razlika je predvsem v tem, da v Gradcu je bilo dosti krajše vse skupaj. V Ljubljani sem mogel veliko več igrati, veliko več praktično pokazati. Pa v Gradcu so tudi teoretični sprejemci praktično. V AGRFT-ju kroži veliko urbanih legend, ampak kaj je pa prav tisto, kar iščete od igralcev? Iščemo talent. Talent pa je nekaj, kar se lahko opiše z večjimi atributi. Vsi med nami imamo relativno bogat notranji svet, čustven svet, doživljajski svet. Za igralce je pa pomembno, da zna pretvoriti ta svoj notranji svet v jasen zunanji izraz. Se pravi, da zna to artikulirati. In pri tem mora biti relativno zelo upogljiv, zelo pripravljen se hitro spreminjati svoja notranja razpoloženja v izrazu tudi, recimo. In to, kako mi to iščemo, je pa seveda druga zgodba. To je pa relativno dolga zgodba. A pa je prav, da mladi prosijo koga za nasvet, koga bolj izkušenega, ali je morda bolje, da pridejo res samo s tistim talentom? Mislim, da ta skupina ljudi, nas je 12 profesorjev na akademiji, dokaj jasno vidimo, kdaj je kdo talentiran, tudi če se predtem ni ukvarjal z gledališčem. Tako da sploh ne gre za to, da bi morali priti posebej pripravljeni. Je pa res, da se morajo naučiti tekste, da morajo toliko znati tekste, da lahko z njimi relativno enostavno potem tudi improviziramo. Edin, kako si se ti pripravljal na sprejemne izpite? Pa še to, je fino, da si mogoče kaj nasmejan pred komisijo, ali to sploh ni pomembno? Jaz osebno sem se pripravljal tako, da sem se pripravljal za maturo in s tem sem že mogel dosti programa odigrati tam, ker sem ga rabil pol manj na sprejemcu, dejansko, znati. In ja, seveda, da pomaga, da si bolj vedre volje. Lara, zate ni usodno vplivalo to, da na enem sprejemcu nisi bila uspešna, pa si bila uspešna na drugih sprejemcih, pa to zdaj veš, kaj pa takrat, ko se ti je to zgodilo? Ja, pač izkušnja itak je taka, da zavrnitve so zmeraj težke. Fajn je, če jih najboljše izkoristiš. In kadar jih najboljše izkoristiš, takrat pač veš, kam pole te vodi. Pač
morajo biti odločitve, ki so pač tiste prave in ker jih pač enostavno čutiš. Mogla biti hitra odločitev, ker sem pač mogla se pripraviti še na ene sprejemce v 3 mesecih. Sam se da, no, se da, res.